povezali, ker nas bo mogoče, lahko tudi rečem, malo pogumili, malo spodbudili, ker dnevi, ki so za nami, so zelo zahtevni in mislim, da skoraj nikaj ne bi tega doživel ali pa doživljal. In zato je fajn, da se malo o tem pogovorimo. Danes vas tudi vabim, da date kakšen komentar. In vabim vas, da se o stvarih tudi odprete, razpišete v nekem pomenu, da poveste predvsem tisto, kar mogoče ne znate obesedati, ampak kad človek začne enkrat pisati, pridejo besede kar nekako iz njega. Želim, da veste, da imate prostor tukaj na zemlji, da se počutite, da pripadate temu, kar je tukaj noter. Ne iščite pripadnosti nikjer drugje zunaj, ker te pripadnosti, ki bi jo radi imeli, ni ne v naši družini, ni v tem, kjer imamo mi potem sekundarno družino. V bistvu ni možno na tej zemlji najdeti nekaj, kar bi lahko rekli, tukaj pa pripadam in tukaj sem jaz in tukaj je to, kar je moje. Tudi če to dobimo, oziroma če imamo neko okolje, v katerem se počutimo sprejete, del tega okolja, še vedno ta pripadnost je tista, ki je edina ta prava v nas samih. In to pripadnost do neke, dajmo temu reči, sile, ki ni od tega sveta. In ta pripadnost šteje. Če to pripadnost čutimo, potem bomo zdržali vse. Tudi tiste krize, ki nastopijo v življenju, situacije, ki pridejo, ki nas nagovarjajo, da a je smiselno verjeti v to silo, a je smiselno, da se nekako poslužujemo tega, kar bi lahko rekla, da imamo neko vero v sebi, ali je, tako kot je v zadnjem času zelo aktualno, nekako v naši podzavesti kar en tak program, lahko ga tako imenujem, ki nas nagovarja k temu, da bi razmišljali kolektivno nazaj. Tudi če smo že začeli malo ven gledati iz tega povprečnega razmišljanja, pa v zadnjem času marsikdo čuti, doživlja, da se nekako kar nekaj dogaja, kar je nerazumljivo, kar ne moramo otipljivo prepoznati, kot da mogoče smo zaradi tega, kar se dogaja v nas, lahko celo v enem takem apatičnem stanju, odmaknjeni in nekako ne čutimo tistega, kar res smo. Ampak, če se tudi vam to dogaja, naj vam povem, da to je vse plan nečesa, kar je za našimi hrbti, kar nas probajo nekako umakniti stran. Ker če smo se mi že začeli, dragi moji, prebujati, in če mi že vemo, da ta dom v resnici je samo trenutek, just a brief moment, rečejo Indijanci, ampak da v bistvu nismo od tega sveta, pa vendar smo v tem svetu, potem mogoče to komu ni všeč. In če je v vas tudi ta Kristusova prisotnost in se tega zavedate in se mogoče zdaj v zadnjem obdobju tega niste toliko zavedali, ker je nekaj vstopalo vmes, pol temu ne verjeti. Pol to prepoznajte, da gre za en vpliv. In teh vplivov je bilo v zadnjem času, v zadnjih dnevih toliko velik, da je marsikdo podvomil vase, tudi če je že za nekaj časa v preteklosti čutil, da je drugačen, da je, to se pravi, tisti, ki ni kolektiven, ki ni povprečen. Zdaj v zadnjih dnevih pa marsikdo poroča o tem, da se bi najraje kar prepustil nečemu, kar je nek tok življenja, da se ne bi več boril, da ne bi več poskušal biti drugačen, z drugo besedo. Ampak to so vse vsiljeni programi, ki so bili prav namenjeni temu, ustvarjeni za ta namen, za ta čas, zato da se nas poklopi, zato da se nas utiša, z drugo besedo, če hočete, zato da postanete tako kot vsi ostali vodljivi, ker tukaj noter v našem umu mi nimamo kontrole, kaj se dogaja. In nimamo pregleda nad tem, kdo šari po nas. In verjemite mi, da šarijo. In da so tukaj tehnologije, ki jih niti v sanjah ne poznamo, niti ne razumemo, ampak se kar dogajajo.
In da to ne boste nikjer videli, prebrali, ker to ni napisano. Ker tudi, če že kaj takega pride, hitro zbrišajo, zato da se ta informacija ne pride med ljudi. Ker tisto, kar je tam zadaj in hoče, da ste vi ovce, tako kot so večina, hočejo, da so vsi brez svoje zavesti. Ker en prebujen v tem pomenu, da se zaveda, da on ni samo človek, ampak da je zavest predstavlja resno ogrožanje sistemom. Samo en, če nas je pa več in nas je veliko in so množice, ki ostajajo, to pa potem pomeni, da bomo ustavili to temo. In zato vas spodbujam in zato nagovarjam, tudi če vas je danes spet z mano, meni je vse, ste sigurno te pravi. In tisti, ki ste danes z mano, se sigurno podobno čutite in počutite tudi vse te stiske in mogoče mislite, ja, sej se neke čištke dogaja, pa nekaj pride, ne, pozabite, to ni nič res. Vi ne rabite spet procesirati, vi ne rabite ukvarjati se s tem, kaj je bilo v preteklosti, pa vas je prizadelo, pa vas je bolelo, ker to je brezvezno. Ker to sploh ni treba početi in se boste mogoče vprašali, ja pa kaj naredim potem s temi čustvi, kaj naredim s to negativno, ne vem, z nekim počutjem, da nimam volje, da me nič ne zanima, da nimam nobenih interesov, da sem depresiva na narekovaju. Kaj narediti s temi čustvi? Ali pa s čustvi, da sem razočaran, da sem hodil po neki poti, pa zdaj vidim, da mogoče sem doživljal stvari, ki ne bi bilo prav, da jih doživljam, pa sem to mogoče dovolil ali kakorkoli. Vse to je človeško, če se vam to pojavi. Nič takega ni. Tudi meni se to ogromnokrat pojavi. Tudi jaz se ogromnokrat vprašam, ali je bilo to res treba na tak način. Ampak potem, ko se uspem postaviti nazaj vase, rečem, to je bila moja pot. In najlažje na te različne vsiljene, ker še enkrat vam bom povedala, ogromno teh občutkov, ki so negativni, niso vaši. Enostavno niso vaši. In če bi vam zdaj rekla, da se dogaja en tak poskus nekega genocida, je to še najboljša beseda in da se dogajajo res grde in umazane stvari, ki jih ni možno, tako kot sem rekla, otipati, ni jih možno razumeti. One preprosto, vsaj vplivi so v našem glavi, ne počutimo se tako povezane, kot bi se mogli počutiti, ne počutimo se radostne, ker ne bi se, če gledamo, zdaj recimo imamo poletje, imamo trenutke, ko bi se lahko res fajn počutili, pa veliko ljudi se zdaj ne počuti dobro. Se pravi, zakaj se ne počutimo? Ne se zaradi tega bremeniti, ne se obsojati zaradi tega, ne si reči, kaj se ni nič, kaj pa sem niti toliko nisem dosegel ali pa naredil na sebi, da se zdaj iz tega ne morem zavleči ven. Ampak niste sami krivi, to vam želim povedati. Niste zato krivi in zato niste slabi in zato z vami ni nič narobe, samo ne poznate stvari. Enostavno ne morete jih poznati, ker o tem nikjer nobeden ne piše o tem, oziroma kakšni mogoče že pišejo, ampak ni pa tega veliko. Resnica ni dan danes toliko še prisotna, da bi vi res vedeli, da se vam praktično dogajajo vplivi v vsakodnevnem, vsakem dnevu sproti, in da so uporabljene vse različne stvari, tudi telefon, tudi vse ostale tehnologije, oziroma, če temu rečem, internete. Skratka, vse povsod je ta vpliv, ki pa ima en in isti cilj, odrezati vas od tega, do česa ste se prekopali. Ta trenutek ni naklonjeno temu, da bi vi bili povezani, da bi bili sproščeni, veseli, radostni. Ta trenutek je namenjen, da ste na tleh, ampak kdo si to zamisli, to sigurno niste se vi odločili. Zato temu rečete, ne, to ni moje, to nisem jaz. Vem, da je to včasih izjemno težko. Zavedam se, da včasih, ko si down, ko si na tleh, težko rečeš, to ni moje. Ampak dajte se proba tega spomniti, da to ni vaše. Da je to stvar lahko okolice, prednikov, še največkrat pa niti od njih ni. Ampak je samo en velik plan teme, ki ima namen, da prepreči ta dvig zemeljske, če temu rečem, zavesti, da prepreči to, kar je za nas predvideno, da mi živimo v enem takem novem svetu, da se mi imamo dobro, ker res je, jaz vam o tem govorim, da v tem svetu je drugače
in je drugače, dejstvo. Ampak če ga ta trenutek ne moremo živeti, ker se nam ga proba vzeti, čeprav tukaj, ampak se nam ga s čim proba vzeti? Z vplivi na naš um. Z vplivi na to, da mi se ne počutimo del tega, kar bi zdaj bilo fajn, ali pa celo prav in edino normalno, naravno, da bi se mi zdaj imeli dobro. Ker ta čas je zdaj za nas, da smo toliko in toliko časa na to čakali. In mi, če se zdaj v tem obdobju počutimo izolirane, umaknjene, mogoče da bi se najraje nekam skrili, vedite, da to ni prav. In ne se dati prepričati nobenem, da je to zaradi sončnih neviht, ne vem karkoli, to vse obstaja, sem kaj pa poskuša to preprečati, to pa ne govori se o tem. In da obstaja cel kup tehnologije, kjer bi morala priti podpora božanstva, do nas pa ne pride. Ja, zakaj ne pride? Ja, neki v zadnji, kar vam spet govorim, da so vplivi, proba to preprečati. In če je kdaj bilo treba, da smo mi res odločni za to, da se bomo na nek način prebudili in da bomo ostali prebujeni, ni bilo še nikoli bolj. Zdaj je to potrebno. Zdaj, čeprav je lažje se prepustiti nečemu in biti kar ena bilka, zdaj je treba, da potegnete iz sebe tega bojevniškega duha, zdaj je treba, da se upremo tem, ki so. Jaz dostakrat to besedo uporabljam gospodarji in zaslužnevalci, kar ni isto, ker če imamo mi v svojem življenju, verjetno imate nekoga, ki se vas lasti, je tam v zadnji še tudi kaj drugega kot lastiti se nekoga, je kontrola, komanda, ker vi po tem, da ste v nekih kremplih, rečemo temu, ki so včasih čist skriti, nevidni, mogoče celo prijazni, ne moramo rasti, ne moramo se dvigati, ne moramo iti naprej, ker se nas neka energija lasti za človekom. In zato je treba vedno ločiti človeka od energije, ki je za njim. In ker se tudi o tem ne govori veliko, da so gospodari tukaj in da za te gospodarje, ki so se tako imenovali, se zame to niso gospodari, to je samo pač uporabljam izraz, ker vam bodo mogoče zato, ker vam želim približati, da se vam ta gospodar kot sužnja lasti. In zato na zemlji ne veljajo zakone za vse enak. Če ste vi verjeli, ja, sej zdaj trpim, ampak nekje v nebesih bo vse poplačan, dajte se zbuditi, ker je to laž in je to nategavščina in to s tem, kar je resnica, res za vas, za duha sploh nima nobene veze. Ker ta duh ne bo nagrajen nikoli nekje tam zunaj, ta duh nikoli ne bo dobil poplačila za to, kar je trpel in kar je pa še najbolj šokantno, tudi tisti, ki ga res orang serijo, oprostite izrazu, ki delajo veliko napak in veliko grehov, tudi oni ne bodo vsi, ali pa do zdaj je bilo tako, tudi oni niso vsi enako obravnavani, dragi moji. Če vi mislite, ja, se bo dobil enkrat nazaj, se mu bo že nekaj zgodil, ni nujno, dragi moji, da je to res. Ker ne veljajo, ali pa do zdaj niso veljala pravila na zemlji za vse enako. Ker to niti v sanjah ni bilo tako. Jaz to raziskujem, jaz se s tem res ukvarjam že zelo dolgo časa, ker me zanima, zakaj to ni tako. Zakaj eni delajo, kar hočejo, zakaj res delajo cel kup enih stvari, ki niso ok, ampak oni so v nekem pomenu skozi dobro pridejo čez s tem, kar delajo. Zakaj je to možno? Nekdo drug pa skozi neke probleme. Ja, lik zaradi tega, dragi moji, en ima skozi probleme, ampak so vaši. Zato, ker je na zemlji do zdaj bilo dovoljeno, da so obstajali ljudje in jih je cel kup, ne mislite, da so to sem pa tja, ki nič ne plačajo, delajo pa vse mogoče. In marsikdo bo rekel, ne, to pa ne drži, tukaj obstaja zakon karme. Veste kaj, jaz vam rečem, da se resno podašite po zdravju, če to še zmerno verjamete. Ker zakon karme ni za vse enak. In je dejstvo, da eni na zemlji, prebrala sem preko 10.000 zapisov, več, ampak vam povem, eni na zemlji grejo skozi ene najtežje preizkušnje, skozi najtežje, če temu rečem, najtežjo pot hodijo. In to tako, da doživljajo vse mogoče, od izdaje, prevar, vse mogoče, pa niso zato nič krivi, pa ni to zato, ker bi oni v prejšnjem življenju varali, pa ker bi oni to delali v preteklosti.
toliko enih laži je na to temo, ja, ti si bil enkrat to, enkrat si bil dober, enkrat si bil slab in tako naprej. Ma ni čisto tako, dragi moji, ni čisto tako. Včasih ja, včasih pa ne. In jaz se ne morem strinjati z nečem, ja, zdaj imaš pa v tvojem življenju take pa take probleme s tem človekom, ker si ti z njim v prejšnjem življenju delal to, kar on zdaj dela s tabo. Ne, ni res, ni nujno. Obstajajo možnosti, da je to tako bilo, ni pa nujno. To se pravi, obstaja možnost, da ja, ampak kaj pa še vse, kar ni ta ista možnost, kaj pa ostalo? To se pravi, da je veliko več kot samo tisto, kar smo mi nekje prebrali v knjigi o tem, kako se ta karma kot kvazi izravnava in kaj so ta prejšnja življenja in da si ti bil vse, da si bil dober, da si bil slab in podobno. Jaz vam povem, tipi duše doživljajo podobne izkušnje. To pa pomeni, da ne morete me prepričati, da je ena oseba skozi samo slaba ali ena oseba skozi samo dobra, to definitivno da ne, ampak to, da se pa ena oseba podobno počuti v življenju, to pa drži v življenjih. Ne? Se pravi, da so duše, ki so bile od izvora, ki so resnično tisti, ki nosijo izvorno kodo vse, te so na zemlji dale najtežje preizkušnje čez. In so bile najbolj na nek način skozi te težke izkušnje, lahko rečemo tudi preverjane, ampak jaz bi uporabljala, da je tukaj bilo še kakšen drug izraz, ker lahko rečem, da so bile zaslužnjene, ker lahko rečem, da so bile na nek način uporabljene, zlorabljene, izkoriščene in da v bistvu se niso znale nikoli zase postaviti. Zato, ker te, ki imamo v sebi to izvorno energijo, imamo vest. Dočim tisti, ki niso iz te izvorne energije, oni nimajo marsikdo, se zdaj tudi tam jih je cel kup, pa ne bom šla zdaj v detalje, ker je veliko ras, veliko teh različnih duš, ampak dejansko, a imaš vest ali nimaš, je odvisno od tega, ti nosiš tukaj to iskro vse. In zato eni hladnokrvno lahko ubijajo, lahko delajo marsikaj in nimajo, dragi moji, vesti. Zato ne računati na to, da se bodo vsi prebuditi, ker se ne bodo, ampak se jih bo samo peščica, dejansko žal. In ne moramo vsem pomagati, to velikrat povem, pa tudi še enkrat bom tukaj poudarila, ne moramo vsem pomagati in nekdo bo skozi gledal samo tisto, kar se da vtipati, kar se da videti materialno in nič drugega in tako je in ga ne boste premaknili. In tisti redki, ki se lahko pogovarjamo o teh temah, smo žal res redki. In je to tako včasih, da nas je toliko malo, da ko se srečamo, včasih sploh ne verjamemo, da je še kakšen, ker se največkrat počutimo same, osamljene s to drugačno miselnostjo. Ampak zato, dragi moji, vas pa toliko bolj spodbujam, da verjamemo vase. In tudi, ne glede na to, kar se zdaj dogaja in ni enostavno, vam še vedno rečem, dajmo iti v srce noter bolj globoko. In tukaj se držimo zato, ker bi lahko rekla, da je sidro. In to je ljubezen. In dajmo to ljubezen imeti do sebe in dajmo iz te ljubezni, ki smo jo mogoče prav zaradi vseh programov, ki smo jih imeli, zanikali, dajmo se tukaj povezati s to izvorno energijo. To je edina naša moč. Vse ostalo, danes boste videli, prihaja čas in je že tukaj, ko bo ogromno te ustvarjene umetne duhovnosti, ki je v preteklosti spodbujala neko pozitivnost, happy in tako naprej. To bo padalo v vodo, ker to je blef, ker to ni realno. Mi smo ljudje, imamo dejansko tudi svoje čustva, svoje občutke, bolj smo te živi ljudje, bolj imamo teh občutkov in jasno je, ne moramo mimo tega. Je fajn, da se zavedamo, da ne rabimo biti v njih, teh čustvi, ampak ne moramo pa mimo tega, da jih čutimo. Sprav se rabimo naučiti, kako s tem delati. Ne moramo jih zakleniti, če jih ni dobro, ne? Če jih zatremo, seveda tudi to prej, ko slej pride na površje. Rabimo pa s tem se naučiti delati in to na način, da spreminjamo odnos do teh stvari,
ki v nas bujajo ta čustva. To pa lahko naredimo. Ampak to, s tem, da smo vedno happy, nima nobene veze, dragi moji, ne deluje. In pozitivne afirmacije in vse skupaj motivacijske knjige, če čutite v srcu, da ste res ta izvorna koda ali izvorna duša, potem imate verjetno tudi vi vseh teh knjig poln kufer in ne morete več nobene vzeti v roke, ker je brez vsebine, ker kaj pa je zdaj v tem trenutku, ko je zahtevno, res pomembno, zato da mi beremo te motivacijske knjige, ki nas v bistvu mogoče napolnejo za par minut, potem je pa tega konc, ker ni trdnega temelja, ker mi nimamo temelja, da si jaz govorim, da sem v redu, da sem fajn, a hkrati vidim, da je vse v mojem življenju razsulo. To je nemogoče. Včasih je mogoče to še delovalo, smo se lahko prepričali, zdaj pa bistvo resnica. In tudi če ste v najslabši koži, kar se bi sploh dali pomisliti in vam nič ne gre narobe, niste slabi zaradi tega. In tudi če se najbolj grozen počutite, ker mislite, da nimate nič tistega, kar imajo vsi ostali, zaradi tega niste slabi, sprejmite to. Ker to je ena taka stvar, ki človeka pomiri, sprejme. In zato, ker ni v mojem življenju idealno, ne to, ne ono, ne tretje, ne pomeni, da je z mano kaj narobe, da sem jaz slab, da sem loser, karkoli. Ne se s temi obtožbami kaznovati, ampak se samo sprejmite, da tako je. Ne govorim, da bi ne bilo lahko drugače, in tudi lahko je drugače, v trenutku, ko se bomo odločili, da bomo iz tega, čemer smo prišli ven, bomo prišli ven. Ker kljub vsemu, Bog je na zemlji, dragi moji. Bog je tukaj in je za vas. In nam daje podporo in nas dviguje. In tudi, če naš um negira božanstvo, je neizpodbitno dejstvo, da je njegova prisotnost tukaj na zemlji, zdaj že. In da ta izvorna božanska energija je ta, ki jo naš um sploh ne more poznati. Ker v našem umu so samo ideje o tem, kaj je Bog. V našem umu ni resničnega izkustva. Izkustvo ne more priti iz naše glave, ker v glavi si predstavljamo Boga, tam, ko nam je fajn, tam, ko se imamo lušten, tam, ko doživljamo, ne vem, in sploh pa rečemo, o Bog, to ni Bog. Ali pa lahko je tudi tam, ampak to ni tisto, kar je Bog. Bog je v vsem, Bog je v vsaki stvari, zagotovo. Ampak to doživetje božanskega je pa v resnici čist kontra temu, kaj bi si predstavljali. Ker doživetje je v tišini, v miru. Doživetje je, ko ni nobene euforije, ko ni nobene potrebe od zunaj, da me nekaj spodbudi k temu, ampak se samo zavedam, da ja, sem del te veličine. In tako vam tudi želim, da ne iščete pompoznosti, da ne rečete, jaz nič ne čutim, ker nimam nekega tistega euforičnega čustva, ker to s Bogom sploh nobene veze nima. Važno je, da čim več odložite. Da si zdaj predstavljate, da je prišla vaša ladja na neko pristanišče, kjer je treba, da se raztovori, da gre ladja spet naprej, po morju, plut. In zato je fajn, da odložimo vse naše stare spomine, ki jih mogoče smo do zdaj držali v sebi in ob tem doživljali pomilovanje, se samemu sebi smilili, pustimo to. Dajmo spustiti ta bremena, tudi ko imamo breme za tega, pa onga, pa nas skrbi za tega, pustimo, da to gre. Vem, da ni lahko, jaz sama sem k temu zelo nagnjena, ni lahko, se tudi sama prizadevam in mi ne uspeva vedno, ampak je pa nujno. In ene stvari v življenju so nujne. In to, da mi ne nosimo vsega bremena sveta, je nujno, da naredimo. To, da se ne počutimo odgovorni za vse, je nujno. To, da se ne počutimo slabi, je tudi nekaj, kar sodi k naši disciplini. In zato, dragi moji, odklopite čim več tistih težkih energij. Odklopite se od problemov, enostavno spustite v to svojo, če temu rečem,
stisko, ki jo lahko tudi doživljate in si jo priznajte, spustite tukaj noter Boga. Tukaj ga povabite. In ne pričakovati, da Bog od vas nekaj hoče, ker nič noče. Ne želite si, da bi Bogu ugajali, ker ni tukaj odnosa, da bi vi mogli, oziroma Bog ni neka oseba, ki bi se mu vi mogli dokazovati, ki bi mu vi mogli potrjevati, da ste dobri. On vas ljubi, take, ki ste. Celo tam, ki ste čisto najbolj na tleh, vas ljubi. In to neskončno vas ljubi. In zato ne se pred Bogom delati lepšega, boljšega, ampak mu reči, tukaj sem, v tem klavrnem stanju sem in tukaj te vabim, da prideš noter vame. Ker tukaj sem jaz popolnoma nemočen. Ker ko jaz se znajdem znotraj vrtincev, ki me premetavajo levo, desno, jaz tukaj ne bom mogel izplavati. Ali pa zelo težko. Če se pa obrnem in takrat rečem, evo tukajle, prav tukaj, ko me najbolj muči, ko me najbolj matra, ko se najbolj ne počutim dobro, tukaj te vabim. Tukaj te vabim. In če to narediš, čutiš zagotovo olajšanje. In Bog ti nikoli ne bo rekel ne. Vedno pride. Vedno vstopi. Tudi takrat, ko imaš največji občutek, da si najbolj nevreden. Tudi takrat, ko se počutiš včasih, ko te je sram celo pred sabo. Vse tiste trenutke povabi Boga. In čim večkrat se probi spomniti, da res nisi sam, ampak ker imaš svobodno voljo, je včasih ali pa zmeraj prav, da se spomniš, da zaradi te svobodne volje rabiš dovoljenje, da je Bog aktivno sodeluje s tabo ali pa ti z njim, kakorkoli ti je lažje. Nekaterim so bližji angeli. Povabite njih. Tisto naredite, s katerim se lažje zbližate. Sploh pa Bog ni občutljiv, kako mu rečete. Lahko mu rečete Francel, če hočete. Njega ne zanima, ker ni oseba. Zato jaz to besedo uporabljam, ker mi je blizu, ampak bi lahko pa čisto kjerkoli drugo, tudi silo, energijo, ne vem, vse. Samo da govorimo v isti jezik. V tem pa bi rada povedala, da je res, da je Bog kot stvarnik čist druga energija, kot pa občutek, da je neki Bog. Ali pa misel, da je neki Bog. Ker v svetu duhovnosti preveč močno prevladuje ideja, da moraš Boga čutiti. Da ga moraš doživeti, da ga moraš slišati. Da samo oni, ki slišijo, neki so ok, da samo oni, ki neki vidijo, so ok. Ampak ni tako. Velika verjetnost, da so ljudje, ki imajo lahko tudi darove in lahko neki vidijo in slišijo, dosti bolj oddaljeni od Boga, kot pa vi, ker nič ne vidite, ker nič ne slišite, ampak samo ste preprosti, pristni, lepi. In zato se ne primerjati s tistimi, ki nekaj vidijo, ker vprašanje, kaj vidijo. Tudi ni tisti, ki pravijo, da slišijo, vprašanje, kaj slišijo. Potem, da neki človek ima darove, ne pomeni, da on kaj bolj duhoven, ali pa da ima kaj več Boga. Lahko je to tudi zelo zmanipulirana stvar. Zato, dragi moji, bodite samo preprosti, čim bolj pristni. Upajte si to pokazati, ker ste, ne delati nobenega na nek način, temu bi lahko rekla, vtisa na druge. Probajte se sprostiti, da vam ni treba pred nobenim več delati vtisa in da klinc gleda, kaj si kdorkoli misli o vas, tako po domači. Enostavno spustite te potrebe, da ugajate
da ste všečni, da vas opazijo. Predstavljajte si, da vsi tisti ljudje, do katerih se vi tako vedete, isto delajo v odnosu do drugih. In kje se znajdemo? V tem, da smo v bistvu vsi ene marionete, če se pač ne bomo odločili živeti svoje zavesti. Zato vas vabim v zavestno življenje, oziroma spodbujam k temu in res ste ok. Želim vam lep večer in spomnite se, da niste sami. Vam vas rada.